Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. Današnja epizoda je prav posebna, saj smo imeli prvič priložnost gostiti kar dva izjemna gosta. Z mano sta Til Pleterski in Klemen Ptičak, ustanovitelja Hudburger restauracije. Bila sta prva, ki sta predstavila gurmanski burger iz 100% slovenske pašne govedine, danes pa se bomo posvetili njunim začetkom in uspehu njune podjetniške zgodbe. Nekaj smo rekli o burgerjih, a ne? Ja. Jaz bi kar nadaljeval na tej točki. Alright. Koliko burgerjev na mesec pojesta, glede na to, da je restauracija Hudburger vajina? Pa jaz bi rekel, da še vedno 1 do 2 na teden, zihar. Ja, do 1 do 2 na teden. Ja. Ja, tam nekje. Kaj to je bolj iz vidika, da testirata, koliko je, Ja, a sledi temu, kar želite, ali v bistvu pač čisto iz tega? Zapaše tudi ne. Pa dostikrat se hecava, da morava 7 konceptov postaviti, da bomo imeli vsak dan nekaj za jesti. 7 različnih, da bomo imeli vsak dan v tednu nekaj za jesti. Ja, mislim, zapaše, valjda, še vedno zapaše. Pri meni tudi, jaz imam 2 otroka, isto je oči, kdaj gremo na Hudburger, kdaj gremo na tako, se to je skozi. Ni pa mogoče pri otrocih, da gremo v McDonald's. Mislim, pri mojih ne, nista z mano nista še jedla tega, sta jedla na kakšnem rojstnem dnevu. Ni še, sem jih vprašal, kako je bilo, pa sta rekla, da je čisto dobro, da ni tako dobro kot burger, ampak da je pa tudi dobro. Ni slabo, ne more. Tako da, Okay. ja. Pa dajmo štartati mi na začetku, no. Alright. Se pravi, ekonomska fakulteta, verjetno sta bila sošolca, oziroma sta prijatelja še danes. Zakaj ste se odločila obiskati oziroma študirati na ekonomski fakulteti v Ljubljani, katero smer sta zbrala, nekako tako, čisto na splošno za začetek? Ja, zdaj, pri meni je bilo predvsem to, da ko sem končal srednjo šolo, dostikrat je tako, da moški, recimo, če ne ve točno kaj bi, ali pa da ni glih neki zelo specializiran, recimo tudi v naši familiji noben ni bil, da bi bil recimo zdravnik ali pa pravnik ali pa tak, da bi pol recimo po neki tej verigi šla naprej, ne, dediščina. Smo se pol na koncu odločili za ekonomijo, mislim, sem se odločil za ekonomijo malo zato, ker nisem točno vedel, kaj je, ne. Okay. Čisto iskreno, ne. Res, da je moj brat tudi delal sicer poslovno, visoka poslovna, pa nekako toliko splošen je, da mogoče za neko moško vlogo je kar okej, ne. Zdaj, če nisi glih za kakšno medicino, sem mogel imeti več pik. V matematiki sem bil dober v srednji šoli. Tako, ni bilo zdaj, zdaj pa hočem to iti, ne. Okay. Ja, pri meni tudi. Konci, koliko ste, 18 let. Ja, težko se odločiti, ja. Pismo. Zdaj se moraš v bistvu takrat odločiti, kaj boš delal celo življenje, kar težko, ne, recimo. Mislim, pri meni je bilo podoben, mogoče še malo, če še nek pritisk staršev, ki je bilo vedno isto, v tistem cajtu je bilo tako, kot on rekel, zdravnik, pravnik ali pa ekonomist, to so pač te zadeve, ki greš, a ne, zdaj za pravo pa za medicino nisem imel dovolj pik, da bi lahko šel, tako da pol je bila nekje ekonomija. Mene so tudi druge stvari zanimale, zgodovina pa matematika, a ne, ampak vedno je bilo lekoš to boš, to si lahko pri Fox, s tem delal, a ne, tako da neka ekonomija je mogoče pol v redu pot, a ne, tako da malo je bilo mogoče tudi, ne da bi se čisto sam odločil za to, malo tudi nek push, družbeni v tem primeru in od staršev, ampak ja, pa smo pristali na ekonomski fakulteti in Kako vam je bilo v času študija? Zdaj, ekonomska je zelo best. znana po tem, da je dosti znana, the best. Znana je izmed fakse, ne, dosti mednarodnih študentov je, številčno nas je veliko, omogoča nek dober balance med študijem pa nekim študijskim dejavnostim, tako da ti omogoča nek, tako bi res rekel, celostni paket naprej za življenje, no. Koliko sta se imela po tem času študija, ko sta bila na diplomcu, recimo? Kak tak dober spomin? Na koncu študij malo potekal na podoben način, kakor je potekala odločitev, na kjer faks iti, se pravi, ne zelo, vsaj z moje strani govorim zase, ne preveč resno, a ne, velikokrat smo iskali, kako zdaj kaj malo, kakšno deviacijo, kakšen shortcut narediti, ker so bili seveda, glih zaradi tega, ker pač ni, a veš, v srednji šoli ekonomija ne obstaja praktično. Kar se doma malo naučiš skozi razne debate, pri nas se veliko doma smo se pogovarjali o ekonomiji ali o politiki, ampak to je bilo tako splošno. Pa, ko prideš pa na faks, imaš pa nenadoma ful enih predmetov, za katere jih 3/4 prvič vidiš, slišiš. Ja, ne vem, ni bilo nekega, vsaj ta prvo let ne, no. Jaz sem pol veliko bolj zagrabil, ko sem šel delati faks v tujino.
Jaz se spomnim, da prvi izpit, ki sem ga imel, je bila organizacija podjetja, ki je bil edini open book, tega sem pisal 10. No, ne, prvi izpit, prišel sem iz srednje šole, ker sem bil že komi dober. Komi sem bil že dober, če bi bil še en let srednje šole, bi bil že zadosten, tam nekaj puberteta res kicken lain. In prvi izpit organizacije podjetja, edini open book izpit je bil, ne vem, 4 ali 6 se pisali, 10, 96 postov. Jaz sem nekaj časa za Olimpije igral, mislim se še treniral, ker sem prišel na trening. So vsi ostali svoji igralci, ki še nekaj ne že sploh doštudiral, stali sem tako kva, 10, ko je pa to možno, ne. Ampak ne, zanimivo je bilo vsem to, da nismo imeli študija toliko resno, ampak smo imeli pa skozi v zadnji, da bomo ta študij dokončali. In vsi to smo imeli, ne. Oba smo imela to. Prišli smo sem, če smo se stvari lotali, bomo dokončali in po moje čisto. Malo, da nismo bili dosti zreli, no. A veš, 18 let, ko star, šele pol, malo kasneje ugotoviš, kva ti leži, kaj ne. Kaj treba, a veš, da zanimanje nekaj. Takrat začneš spoznavati za življenje, ne, pa te začne zanimati izhodi ven, pa vse to, ne, ker se ti začne v bistvu zares življenje. In pol še živiš doma, po mojem, če živiš med ja. študijom, je slabš, kakor če greš na študij, ne, od doma. Ja, seveda. Se pravi, jaz sem doživel pol ta prav študij, pol, ko sem šel na Erasmus, pol tudi ustal 5 let v Španiji. Vse tega bi se dotaknili. Pa se prej me še zanima, a ste se spoznala na dan, ko sta prišla študirati sem, a ste se že mogoče prej poznala? Že prej? Basket so trenirala. Na Olimpiji smo se spoznala, ja, na treningih. 12, 11. Ja. Pa nekaj cajta smo skrb trenirala, pol je til nehal. Ja, sem šel pol fuzbol igrati, pa na faksu. Ja, pa nazaj na faksu, ja. A ste vam mogoče v univerzitetni ligi? Pa tako je, neka znana faca. Ja, valjda tako je. In tako iščeš, valjda, kam se lahko daš, ne. Zdaj pa ti si mi rekel, da si študiral finance. Ja. Ti isto? Jaz sem bil kle v marketingu, sem pa, ko sem šel v tujino, sem pa delal turističen management. Zakaj pa finance, pa marketing? Zdaj pa podjetništvo? Ja, jaz finance iz tega vidika, ker hotel sem čim manj piflarije predmetov, ne, se pravi, stran od teh, ampak tisto, kar je bilo bolj matematično, več logike, te stvari. Tako se mi zdi, da bom lažji z delom faksa, tako da čisto iz tega vidika. Ja. Ja, pri meni pa marketing nekako vse ta oglaševalski vidik, malo ta umetniški, mogoče. Bolj ta neke mehke veščine, oziroma targetiranje. Ja, bolj na to, ne. Sicer je, se pravi, skozi te spremljajo praktično vse dimenzije ekonomije, zmeraj imaš malo financ, zmeraj imaš malo računovodstva, zmeraj imaš, tam se spremeni, malo več predmetov imaš. Jaz itak pravim, da sta oba segmenta zelo pomembna, ne samo finance, tudi zdaj, če ne znamo targetirati pravih kupcev, tudi denarja ne bo. Pa na koncu vse, kar smo se učili, je ful pomembno. Mogoče v tistem trenutku, ko se učiš, se niti ne zavedaš, pa tudi, če nisi najboljš del teh izpitov, pa jih mogoče kdaj kakšnega z levo roko pa to naredil, ampak vseeno ti nekje ostane, ker si to že delal, če ne drugega si šel vsaj enkrat čez knjigo čez in je lažje. Sploh recimo, če se pogovarjava s kakšnimi drugi iz foha, imaš vidiš te prednosti, ker si to študiral kar. Ja, jaz se spomnim, ko je bil ta dan odprtih vrat, se pravi pred vpisom, ko sem prišel, je bil Max Stajnik, ker je bil dekan in je bil prvi njegov nagovor bil tak, da ko boste končali študij, boste vse, kar boste videli, boste začeli videvati v grafih. In to je res, to moram priznati, da je v nekem abstraktnem, vsaj v moji glavi se poteka tako, način razmišljanja je tak, da se... To pa, ko končaš študij, se začneš da res učiti, klej tudi v bistvu res, v bistvu če študij se malo, da zbiraš informacije, pa ko greš pa v real life v službo, pa to se pa res začneš učiti, kva je. In pol je ta, ko je on prej rekel, da ko se pogovarjaš z nekom, ki ni dal tega študija, čestne, mogoče tudi iz poslovnega sveta, vidiš, da je pol tukaj neko znanje nabrano. Vse ustvarja razlika. En moj gost v prejšnjem... Način razmišljanja imaš drugačen. En moj gost v prejšnjem podcastu je rekel, da je v bistvu ekonomska fakulteta ena taka dobra platforma z nekim skupkom nabora znanj, ki te v bistvu sploh za nek poslovni svet kar dobro opremi. Ja, ful je dobro, ker na koncu imaš ti, veš, ko začneš nek biznis, začneš neko idejo ali pa z nekim produktom ali pa storitvijo, v kateri si dober ali pa katera ti je blizu in tako naprej in ti se razvijaš, ne. Pa imaš pa ti si pa že res opremljen s tem znanjem iz ekonomske fakultete, zdaj recimo v tem primeru, ne, in lažje pol, sploh ko skalaš, ko greš, ko raste biznis, pa to ful lažje se pol dodajaš te stvari, kako voditi finance, kako to gledati, kako to spremljati in je res, mislim, imaš to... Ja, pa malo mogoče
kot da bi stopil 2 koraka nazaj, pa vseeno malo širšo sliko Ja, vidiš že Tako, v samem štartu. Tako. Nekako vzgojijo tebe tudi nezavedno mogoče. Sigurno, ja, itak. Zdaj večkrat si omenil izmenjavo. Bil si sam ti, bila sta oba? Jaz sem bil tudi, ja. Jaz sem bil v Pragi 1 leto. Ti pa v Španiji. Veš, kaj mi je ful ostalo spominjeno, v bistvu, da povem za gledalce, sem vaju, predn ste prišli zdaj sem danes na vroča stola, sem vprašal, če mi vladate par fun faktov vseb. In ti si mi rekel, da si kaj na Ibici si v času študija ustanovil hostel. Ja, mislim, najel stanovanje, dal več postelj not, na črn vse. Dajte malo več tem, to mi je res ful zanimivo, to mi je tako spominjal. Ja, takrat to je bilo, govorim, to je bilo, ne vem, 2006 naprej, mislim. Pred krizo. Ne, 2006 smo začeli. 2-3, 2-4, 2-3, 2-4 je bil prvi, 2-4, 2-5, 2-6 si ti že šel, ja. 2-6, 2-7 je bil v prvi. Valenciji sem študiral, pa sem pa pač polet hodil na Ibico. Moj brat je bil že prej tam, hodil polet prek Kompasa kot turistični vodič. Jaz sem šel doskrat na obisk. In pa, ko sem bil v Španiji, sem rekel, da bom jaz tudi pač se te pridružil na Ibico, ampak ko sem šel jaz dol, je on prišel nazaj domov. To je bilo nekako, so se zamenjala vloge. Tako da ja, tam je bil en del tega, itak turist, se pravi, hotelov ni bilo dosti, turistov, kakor češ, si pač najel, pred sezono si šel dol, najel par stanovanj. Si dal, vse sobe si dal posle in potem si oddajal na Hostel World, si lahko postavil si že svoj ta account, ne. Ni noben takrat pregledoval. To je pa neka platforma, v bistvu, če sporazumem. Ja, tako kot Airbnb, Hostel World, vse to še ostane. Za hostle. In pa si tam začel naprej oddajati. Pa ni ta, v bistvu, te lastniki niso niti nikoli pogruntali oziroma te? Ja, nisi povedal, ne. Ni bilo za javnost. Ne, zmeraj je bil strah, ne. Jaz sem se pa zmeraj tresel, da me kakšen sosed kaj prijavil, pa pol te, ja, če te dobijo, boš noč smel več priti sem, pa tako ne. Stojko, da sem tak študent ekonomije, nimam kaj. Ampak kje si pa zdaj prav to je posle dolgo, se pravi, zdaj si kupil si jih, ne. Prav kupil si posle in si jih postavil, se pravi. Ja, se pa veš, ko si z leti tam, imaš pa zmeraj več prijateljev, pa čez zimo si dal v posle ven skladišče, pa si jih vendal nazaj. Junija si prišel dol, si naštimal hostel, nazaj v Glasgow in si imel namest, da si stanovanje oddajal, si oddajal posle. Dobro, mislim, to je pa res taka sobe, pristna podjetniška ideja z nekim navdihom, bi rekel. Sicer nelegalno, ampak to zdaj pustimo. Tako moraš, ja, mislim, tako moraš. Legalno je pač nekdo papir dol, legalno vse. Vse se ne daje. Kaj pa treba študij, če bi nasplošno v tujini, ko sta? V tujini? Ja, mislim, zdaj iz mojega vidika je bilo ful lažji, jaz sem študiral na ČVUT, to je Češka, v Pragi je bila tehnična univerza, jaz sem študiral tam prav ekonomijo v gradbeništvu, ki razlikuje se to, da gradbeništvo je vedno zaključen projekt, ne, sama ekonomija kot preš podjetje je pač ne bi neskončno, pač oziroma stremiš temu, da je neskončno, da ga boš predal in tako naprej. Pri gradbeništvu je pa nek zaključen projekt, to bomo naredili in pač je bila malo drugačna ekonomija. Kar je bilo dobro tam je bilo to, da zame je bilo, pa še en Slovenci bo z mano, to, da valjda češčina je vseeno tok jezik, tok blizu, da jaz sem imel sošolce iz cele Evrope, pa iz drugje in določene, ne vem, ker sem imel češčino se učiti, pa to si toliko obvladal, da si take stvari sem takoj 10 pisal, to je bilo, mislim, kar se tiče tega dela je bilo ful lažje kakle, je pa tudi zato, ker sem jaz tudi doma v Ljubljani, živel v času študija pri starših, sem bil prvič zares sam, da sem se v bistvu dobil izkusil sem to, da v bistvu tudi če greš v svet, ni to nobena taka, ni noben bav, ni to težka zadeva, da si toliko zmožen, da lahko sam preživiš od zunaj, da se znajdeš, da narediš. Jaz mislim, da to je bil glavna poanta študija mojega. Kaj je po v bistvu prepričal za izbor Erasmusa oziroma za študij v tujini? Pa to sta se nekako skupaj. To že na začetku smo se pogovarjali, da bomo to izkoristili na ekonomski fakulteti, to je bilo hitro, če gremo v tujino študirati. Seš, kaj si tak, malo smo bili nezadovoljni tukaj, greš. Ni nam bilo dosti, smo hoteli kaj več, več kaj novega izkusiti. Ja, itak. Tako da ja, to je bilo pač sigurno, zame sploh, jaz sem itak šel dol z željo, da bom ostal dol. Ne sem vedel, da bom takoj, ko bom prišel dol, sem se šel naslednji dan pozanimati, kaj moram jaz narediti, da bom lahko se vpisal. A ste vi pol redno študiral dol? Ja, jaz sem se pol vpisal dol.
A ne, tam je bilo tako, da si predmete si plačal, ne, tako da tam praktično vsak je takrat plačal nekih 60 evrov na predmet, se pravi nekih 600. Jaz sem to še zmeraj subvencionirano, ni tako kot pri nas, ki je nekateri ne plačajo nič, nekateri ful velik, ne, tam vsi nekaj plačajo. In ni bilo nobenih težav. Unih predmete, ki sem tukaj naredil, sem jih lahko tam uveljavil, ne. Pa sem naprej, ker sem se vpisal dol na faks, sem imel enake pravice kot ostali španski študente, tako da sem si pol še eno izmenjavo zrihtal zadnje let. Da sem šel pol v Argentino delati diplomo. Oni imajo veliko teh bilateralnih sporazumov z Južno Ameriko. Tako, pa enkrat oče umre, pa sem še leto stal dol, pa sem rekel, da prijem sem nazaj v Slovenijo, ker pač je, eno je, da pač tukaj doma mama malo družinske razmere so bile malo drugačne. Druga stvar je, da na Ibiza je fajn, ampak ima tudi svoje negativne, recimo temačne, kako ne se izrazim, platija, ne. Ni toliko, fajn je spreminjati stvari. In pa noč, pa jaz pridem nazaj, pa se mi spet začneva veliko družiti in pa je nastala ta ideja, da bi postavili ta portal za rezervacije apartmajev, ki je bil nekako, jaz sem imel, se pravi, s Hostel World sem imel neko to izkušnjo, kako to poteka. Za hostle, ne, za apartmajev pa takrat nekako ni bilo toliko, ne. Zdaj, če se ne motim, Airbnb se ustanovi 2007. Ja, midva so že bila v pogonu, midva so že vse to delala, postavila. Jaz se pravi pol Sloveniji neko novo platformo razvila. Ja, Tako da bo. Sama, Planned čisto. Apartment se imenoval. ja. Kaj pa je bila tukaj neka ideja, oziroma kaj ste želela? Ja, Oziroma, Mislim, ideja je bila pač ponuditi, a ne združiti, začeti najprej na tem območju, Slovenija, Hrvaška, a ne, ponuditi pač privatne nastanitve na eni platformi, lahko greš gor. In to. pač ideja je bila tako postavljena kot Airbnb. Ker čisto. Airbnb, na tak način, ja. Mi da nisem imela dovolj kompetenc, Ja. kaj šele financ, bi mogla tudi Market- ekipo postaviti drugače. market research na nisva drugačen naredila. način, ne. Ja. Pač take res začetniške napake. Milijone take. stvari, ne. Takih ful začetniških napak, ki sva jih uporabila, kontra naredila, ki sva začela s Hudburgerjem. In je bilo to, ja, da sva se šla v bistvu internet biznis, pa noben v ekipi ni bil programer. Tukaj je bilo vse, v bistvu, kar smo vložili, smo takoj ponudili Ja, za ker programerje, jaz sem ker je mislila, bilo to da- outsourcane. Naredili bomo program, pa to tržiš, ne. Ampak, Ja, ker... ne gre to tako. tudi sama ste naredila program, oziroma. Mislim- Ne, smo ene programere najeli. Ne, ti si oblikovno, ne, kako bo izgledal, Ja, si to ti imel čez, okej, kako dizajn, bo izgledal ja, dizajn, dizajn. pa to, ampak programerje smo imeli pa outsourcane in to pač valjda je, to Ja, je pa so vsaka brez dna. sprememba, Ja. to vedemo, to imaš drugače, se veš, ta mura je cola. Pol je bila prva taka zanimiva stvar, je bila, da ko smo šla začelo se je dogajati, da je bilo pol, ko je bilo konec poletja, tudi niso več dajali gor apartmajev, sploh na Hrvaški, recimo v Istri, ne, niso dali več apartmajev gor ali pa niso bili aktivni. Ampak mi da so rekla, kako pismo, ko vse neka zanimanje je za to, da greva mi dva dol se usesti v avto, pa se zapeljava dol do Istre, pa greva te vprašati, kateri so že bili pač na najni strani, a ne. Zakaj nimajo več aktivnih apartmajev in so na koncu nam povedali, da oni čez let to naredijo, da se jim ne splača imeti za 2-3 obiske na teden še odprto to. Ne? In to je bila v bistvu ena taka stvar, ki bi bil huge difference, če bi ti to naredil ta research, preden si se v to noter vrgel. Ker tudi na začetku, ko mi smo pridobivali apartmaje, tako da smo pač klicali, šel si po imeniku dol, gledal po internetu, ki si kakšnega že najdu cifro, poklical, imamo to internetno stran, bla, 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 ne? Da on tvoje podatke, tako smo mogli mi vnašati na začetku vsega. Kak je bil pa uspeh od tega, ko ste klicala, oziroma a je bilo... Mislim, sej si dubo, Kakšni ja, ampak kakšni ja, kakšni ne, ne. Starejšim je bilo valjda težje. Kakšni so rekli, ja, da je pokličite, ko tam imeli več strank. ne. Ja. Valjda vsak Pol vprašal problem je za bil, da reference. Iz estetskega stališča so bili apartmaji, večina njih so bili Grozni. grozni. Ne. Ja. Valjda. To je zdaj z leti, pa Airbnb, Ja, pa to se- je zdaj ratalo čez To je drugače. zdaj 15 let nazaj je bilo to, ne. A ne. Tako da ja, 14 let nazaj je bilo to. To je že Tako da so v bistvu kar neki te osnovnih konceptov, ko se jih tukaj učimo, se pravi, ne vem, da se naredi analizo kupcev. Ja, Blizu teh tega. takih stvari, ne, Bistvo, ali bistvo. pa na koncu pač ne greš takoj all in, ampak greš, ne. Da, se je malo... Ampak je pa bila izkušnja dobra, ful veliko smo se naučila. Je se Sej, mi smo na koncu nekje na pol poti tega ugotovila, da fakt, da tole pa
na koncu je tudi rato dolgočasen job. Ja, Čisto iskreno. Itak, valjda. Vmes sta se skozi pogovarjala o hrani, kava jedla, oba dva sva A ste že takrat hodila na burgerje? kuhala. Mislim, predvsem oba dva sva rada kuhala, dobro jedla. Med študijem smo itak skozi izkoriščali te študentske bone, to nam je bilo v bistvu se pravi, glavni dogodek v dnevu je bilo, kam gremo jesti. Splošno takrat, ko so se printali, ko si mogel tja v No, vrsto. dajte malo o tem povedati, koliko je bilo s tem boni. Mislim, da se glih zadnjič smo se pogovarjali, koliko je bilo včasih, ko tudi te, ne vem, naši starši povejo, da ste mogli iti prav na lokacijo, kjer so se boni naprintali in prav se mogli zbrati, kjer Ja, to je bilo tam na... En profesor je celo rekel, da ste lahko tudi Štirki. alkohol s tem tekmovali, a je to res? Ja, ko smo bili mi, si več. imel bon, si mogel iti pač v vrsto, koliko, 20 si jih lahko kupil, koliko je bilo, 22 dni. Ja, to, kar si imel 22 dni, za 22 si jih lahko In si kupil, pač za zbral, cel ne. mesec si zbral. Ja, dal se je tudi, to mislim, to je bilo v bistvu kot valuta, s tem se je trgoval, ne. Si nesel v bar, pa si dobil lahko cash ven iz tega, vem, da so za čike, takrat to se je delalo, ne. Ampak ne, mi nismo imeli vsem to, za hrano smo pa bili zbirčni, ne, kam bomo hodili jesti, pa tudi ne vem, če smo kdaj za cel mesec naprej smo kar... Ja, smo spod hodili, Smo zaradi tega spod, hodili ker smo prodavati. se pač odločili, kam bomo danes sedeli, a ne, mi da sva toliko, da za hrano sva bila že takrat pripravljena jeti, a veš, narediti, Zapeljati, ne vem ja, kam. zapeljati, ne vem kam, na drug konec Ljubljane, jeti bone, a ne, eno uro vrsto za bone stiskati na drug konec Ljubljane, toliko sva bila pripravljena že takrat. Ampak je bilo ful veliko ponudnikov teh. Ja, Ja, je bilo to. To je bilo, evo, recimo, to je bil na nek nezavedni način market research, ne, Ja. Aha, v bistvu. Ja. za polne. Ja, dajmo pol zdaj kar na glavno tematiko današnjega pogovora, se pravi ustanovitev Hudburgerja. Yes. Ideja, želja, zakaj, kako, od kje. Da je ratala glih med tem, ko se ti zdelala. Ja. Jaz se spomnim iz Ibice, je bil en lokal, ki je bil specializiran za burgerje, ki se je imenoval Disco Burger. Pa mi je bil pač všeč ta koncept, tako ideja, ne, da sem kdaj kaj omenil, pa da je pol iz tega ratal zanimanje. Ampak predvsem je bilo to, da ni bilo pri nas nekega dobrega izdelka, da bi lahko šel dober jesti, pa za dober denar, ne. Se pravi, da je prav, da se ti res poglobiš, ne. Tako kot je pač v tujini, imaš te street foode, ki, a veš, gledaš na zahodu sploh imaš, ne, če greš v Ameriki, Imaš veliko tega, ja. so neki pajzli, ki so ikone, ne, pa res bolane stvari delajo. Tega pri nas ni bilo, ne. Pri nas samo, če si imel burek, a ne, Pa kebab. kakšen je dober kebab, ki pač meni se zdijo vsi enaki pri nas, ne vidim razlike, ne. Vsi imajo enak. Zelje not, paradajz, Ja. maka bela, A ne, tako, burger je bil, ne, najbolj znana korporacija na svetu. Mhm. Pleskavice, Aha, pleskavica, ja. zdaj pa pač 100% govejega burgerja pa sploh ni bilo, ne. In nekako tako, mi smo debatirali non-stop o tej v hrani, ne, kava jedla, kaj je, kaj si jedel tam v tujini, kaj je bilo tako. In da je bil pol tisti pobudnik, ki je rekel, neč, zdaj bomo pa mi dva. Jaz se spomnim onega dneva, rekel, ker je samo ostal, da igrajo do tega mesa, rekli, 2 ulice stran, ki je bil. Predtem so pa ogromno enih stvari predelovala, na internetu brala, ne, ful. Jaz se zdaj spomnim, čist mi je vmes padel, še preden sva ustanovila, mislim, ker so zanimivo, kako pač grejo, kako sledijo dogodki, pa na kaj peljajo. Jaz sem bil 2010, ko sem zaključil študij, ko sem diplomiral, sem pol en mesec na polno delal tam na Viču v Radca baru, da sem zaslužil 1000 evrov, da sem imel pol to za en mesec za potovanje po Ameriki pa po Mehiki takrat. In takrat sem šel že v Ameriki, sem šel v Shake Shack, ampak Shake Shack je tudi en izmed teh takih Verik, ja. verik, ki v bistvu se lahko tudi malo izdeluješ po njih. Sam izdelek je mogoče malo boljši kot McDonald's iz mojega vidika, tudi takrat, ko sem šel probat, mi ni bilo nič posebnega. Pa dobro, pol po Mehiki smo tudi tako sedeli. Pa je bilo zanimivo, da je bilo pol, ko smo šli v to sceno. Pa še ena zadeva je zanimiva, da ko smo ustanovila podjetje, ne, sva dala ime podjetju Palta. In Palta je on dal ime. To še, ko smo začeli, se pravi, s tem Planet Apartmentom, ker še nič ni bilo veze s hrano, ne, in Palta v južnoameriški španščini pomeni avokado, ne. V bistvu smo dali že ime podjetju po hrani, še preden smo se sploh razmišljali, da se bomo ukvarjali. Nisem vedela še takrat. Kje, nič, to je bilo pač... Mislim, vedela sva, kaj pomeni Palta, ampak nisva pa vedela, da naj bo to pelal v... Ja, to pač, da bi kao dal nekaj, da se konča na A, da zveni lepše, ja. Palta, tako, ne, Gataka... Ja. Da je kao malo bolj udaren ime, ampak na koncu ime podjetja itak. Po mojem smo tudi na koncu res, kot si ti rekel, ker je bilo to, ker nam je že ratalo dolgo časa, vsak dan se ti gor vabiti
najemodajalce, da so pa začela prek neta, pa prek teh knjig raziskovati hrane, kao pa danes kuhala, ker to sva pašto kuhala, ne. Ustvarjanja, ne. Ja. Če greš samo v surov biznis, ni ustvarjanja. Tam Ja. je una surova ekonomija, ki ti spor rata monotono. Ja, je pa res, da smo imela pisarno pri tebi doma, ne, takrat in sva pa lahko v njegovi kuhinji, a veš, ko je bilo čas za malco, sva šla, so paštico delala, to pa pač iz tega rata, ne. Tudi oba imava tak background, imava povezan s hrano, ne. Ti je živel v Italiji dolg, kjer je pač Italija, mislim, kar vemo, da je hrana je središče vsega. Pri meni je bil dedek mesar, v isti hiši smo skupaj živeli, ne, tako da je bilo skozi, oba sva odraščala s tem, ne. Sej, zdaj, ko si toliko star, to razumeš, takrat valjda niti ne razmišljaš tako, ne. In pol jo je res pognalo v to, da sva začela to čist, ne vem točno, kje je tisti moment, ko smo rekli, ok, zdaj pa delala burger, ampak kar začela sva to res testirati, ampak mi sva začela to iz nule, se pravi, tako kot on je rekel, šla sva po meso, različne kose mesa, probati kaj kje paše, kruh, sama, moko, mesec za mesec, probati brioš, probati potato bun, ta zdaj, ki imamo danes, take stvari, ne, in omake, vse to. Ko so prvič šla do mesarja, ko so rekla, da nama ta kos, pa ta, da mi to nama zmelj. Sem mogel vedno. Kako je, fant, to vam bo vse razpadlo. To bo nujno morda zraven še svinino. Ja, to ne bo šlo, ker prvo sploh ni bilo tega, kako bi lahko. Praktično že naletela na neko uvero zaradi, kako bi rekel, zabetonirane mentalitete. Prepričanje. Ja, tako, ja. Vse tega imaš veliko skozi, ne, če tako gledaš. Če sploh imaš tega res ogromen, mislim, skozi porušaš neke te prepričanja, ne. Skozi jih testiraš, ne, če gledaš, tudi kar rasteš naprej, skozi naletiš na take stvari. Se pravi, prvi koraki so bili verjetno v domači kuhinji. Ja, Itak. Testiranje, pripravljanje nekih. Prototipe delaš. Prototipa, pa so začela vabiti. Domov, Ja, kolege pol nekako je kar naenkrat rada, da je fakt tole. Ja, Tole smo na bi neki poti, imava feeling za to, ne. Tole bi lahko iz tega nekaj naredili. Ne. Ja. Kaj je bil pol naslednji korak, do ne prikolce na... Ja, najprej bilo res doma, ne, on je enkrat na teden delal, jaz enkrat na teden, pol vsak doma, pa vabiti prijatelje, ampak se veš, kaj ti reče prijatelji, pa mama ti bo tako vedno rekla, ja, ful je dobro sine, niso najbolj relevantni, pa še zastojni, ne, pol je pa prvi korak bil, ja, da je pač treba pa zdaj na trg, pa temu izdelku postaviti ceno, pa za tem stati, ne, to je bil pol naslednji korak in to sva naredila tenis. Napaka tenis, plac, pa pol še, kaj so, je bil sam tenis plac. Mislim, da je bil sam tenis pred... Pa so pa pred Saks pubom imela. Pred Saks pubom, ja. Kaj ste pa mogli narediti, da ste lahko imela to prek pač javno zdaj? Mi smo zdaj realno podjetje, imamo ceno, imamo cenik, imamo... Postaviš in začneš. Postaviš, Mi da sva itak tam toliko denarja zgonila v Zaplenet Apartment, mislim, da sva imela uno poletje, ne vem, jurja prihodkov iz kakor se spomnim nazaj, iz teh najemnin, ne, mislim, iz teh FIA od najemnin, in to je bilo vse v enem letu. In na koncu sva imela to 500 evrov sva imela za vložiti in sva kupila žar, prvo zalogo mesa, mislim, pač surovin, šla na tržnico, doma to sestavila, takrat sva že začela z pekom, ki je bil moj sošolci v osnovni šoli sodelovati tam lokalen, da sem mu dala recept, da je on to začel v svojih pečeh to delati in sva se postavila na trg in sprobala, lih kontra, kakor sva naredila tam za Planet Apartment. Očitno je bilo bolj prav, ne? Kak je bil odziv pa tisti prvi dan? A pa tisti občutek, ko ste ga pol doživeli, ko ste prvi dan uspešno zaključili? Ja, odziv je bil ful hud, ne. Folk je bil čisto navdušen, ne. Glih to ti pol dodatnega elana, da greš naprej, ne. Kakšni so res, fanta, tole čisto hudo, so prišli nazaj, veš, do štanta, noro. Ja. Pol se govorim za pred Saks pubom. Ful je hiter beseda stekla po Ljubljani, ne, in si začeli vletavati tako po enem tednu. Že iz drugih koncev. Da so slišali za naju. Evo, to sta imela fiksno skozi nam postavljeno, oziroma... Od srede do sobote, kako so že imeli. Ne spomnim se, Trikrat na teden, trikrat, štirikrat na teden, od ene 6-7 zvečer naprej pa do enih zjutraj nekje. 100 sva jih naredila na dan, neki Azija sta si zadala 100 jih bo naredila v teh parih urah in to je to, ne. Sam zdaj tudi treba povedati, se pravi, to je bil čas 2012, ne. Ni bilo Instagrama, Facebooka, TikToka. Kako sta se marketinško... Facebook je bil, ne. Facebook Ok, je bil, neki začeli, mislim, v tem stilu, kako ga poznamo danes. Facebook je bil, ja.
Pa Instagram je pa že tvoj. Marketinško, znaš, mislim, so takrat delala, ne. Saj ti si Ja, dus do usta. Ja, dus do usta, to je ta glavno na koncu, ne, kar največ prinese. Ok, bila je še pa un prispevek na 24 ur. Ja, ti si bilo tudi, smo imeli tako srečo pred ta zadnji dan, ali zadnji dan, ko smo sta bila. prišle dve punci, Spop kaj pa TV. video klep, pač vsak mu so razlagala to najino zgodbo. Mhm. In pol čez 2 tedna pride message, kao je fanta, to je čisto huda scena, mi bi radi to dali na... Prispevek bi radi Prispevek. naredil vama, ne. Ampak Ja, zraven nisem je bila, bila- zraven je bila takrat tudi, to je bilo praktično glih sred krize, ne. Ja. Iz dva Ja. te Ja, finančne, ki je bila. zato je bila zanimiva zgodba, ja. In je pol so pobrali to najino zgodbo, najino angažiranost, pa kako so v bistvu se lotila te brezposelnosti, če se tako izrazim, ne. Ko je bila takrat ful visoka, da kao, lej, poglejte, ta dva fanta, ki sta študirala, pa sta zdaj šla peč burgerje. Ja, Ne, tako je bil na cesto, ne. Problem je bil takoj, ker pač valjda midva nisva več tam delala, in to je bilo 2 tedna po tem, ko smo naredili ta testing, piloten projekt s tem Hudburgerjem, pred tem Saks pubom, a ne, in pol smo mogla pri meni doma, ki je res, kader je nor, mislim, tam polje odzadaj, a ne, in zraven midva tam pečeva burgerje, kaj je bil, Janez Burkalca je že, ne, je bil. Ja, sporočilo je nekaj tako spodbudno, da Ful spodbudno, ja, na koncu. Fante, ne doma čakati, da bo služba padla iz neba, Mhm. dajte tako kot te dva fanta, ko sta šla, lejte, kaj ste se lotila. Ne. Ja, škaj, ful sta se lahko na naju, mislim, dal se je dost, lahko si se obesil na ta najin primer, zato ker do takrat je bilo, mislim, skozi se je pušal, IT je bil ful v pogonu, vsa podjetja iz IT-ja, ne, skozi se je to pušal, a ne, pa imamo pa, valjda nismo vsi IT-jevci, a ne, oziroma programerjev nas ni veliko. Ja, in ta je bil pa to, ajo, se kao kuhati lahko pa zna vsak, a ne, vsak zna kuhati, lepo pa lahko tudi nekaj takega narediš, a ne, ni bil tak res. Vse na koncu so začeli vsi pol burgerji. Ja, pa so začeli vsi burgerji delati. Ampak je bil res tak pozitiven, no. Pozitivno sporočilo vsega tega, ja, da pač ne sam čakati na druge, pač zagrab sam, narediti, tudi če si doštudiral, to ne pomeni, da pač ti zdaj, a ne, pripada služba, ker si ti dokončal študij, a ne, pač jebi ga, taka situacija je, kriza je, služb ni, naredite si sami, a ne. A pa lahko mogoče malo kaj strah glede tega, zdaj rečemo, če postavimo McDonald's kot neko veliko verigo teh. Ne, ne veš, kaj takrat Ni enako, ne sicer, ampak da sta mogoče imela v misli, a bo nama ratal. Ne razmišljaš takrat toliko. Ne. Mislim, je zdaj sigurno večji. Sva tudi produkt je bil dober, Ja, ja. feedback je bil hud. Tako da je bilo Pa samo- midva sva bila skozi za tem, ne, mislim, skozi sva bila tam zraven in sva točno vedela, kaj se dogaja, razvijala procese, razmišljala o tem, a veš, in to je, na koncu si toliko noter, da niti to, kar je okoli, niti ne dojemaš tako. Zdaj pa, če gremo neko stopničko naprej, Ja. kdaj sta raba zaposliti pol prvega delavca? Kuharja, verjetno, ne študenta, kako? Kdaj se je v bistvu, kako je izgledala ta rast? A je to bilo hitro? Pol leta kasneje, ne. Ja, začeli se pol z brati mojimi, pa mislim 2 brata, mlajša. To je pa Jureta prvo, ne. Ja, pa so bili pa že, ja, tako je bilo. A bi on to prvo. Pa že ne vem, a izven Čeprav ne, familiarnega. smo že... Mislim, mogoče kasneje, ne vem. Ampak Že začel se bil- s že bil familijo, potem. familijo si začel počasi, ne, pa jaz sem začel pač svojo familijo noter počasi vpeljevati. In tako se je začelo, ja, pol leta kasneje. Ja. Mi smo pol 12. oktobra, konec oktobra smo postavili to je bila tudi zanimiva zgodba, ne, kako smo prišli do tega placa pred Interšparom Vič, ker smo tudi spregledali mail, ker so naju povabili. Tako da, mislim, zdaj, ko gledaš nazaj, ful enih malenkosti, ful ene sreče, vsega tega, da je. Ja, bi prišlo do rekel, da tega. je sreča en tak pomemben sestavni del neke Ja, politične zgodbe. je pa res, da če pač ne probaš, Ja, ne more biti. Ne. Ja. Srečo na koncu izzoveš. Izzoveš sam, ja. Veš, kot- Ja, ker če ne probaš, pač ne more biti. Ne more, To je spet tu, ne, a veš, da imaš zdaj vse papirje, Ja. tako Ja, ja, prej, ok. isto tam najvic, isto kleš tam. ja, ja. Mhm. Čim greš spraševati, te mine. Te mine. Ja, mislim, da bi ali pa, to ki pravi, da bi rad zadev na loto, pa skozi vse, pravi, da je, ok, da je, ampak saj srečko kupne. Je v bistvu, zdaj pa če naprej preskočimo, ne? Prva trgovina. Kdaj se je pa to zgodilo? Kak je v bistvu potem bilo iz podjetniškega vidika, prestvaženega miselnosti, zdaj imamo neko majhno prikolico, Ja. potem se gremo pa že za nek bolj resen biznis, a ne? Nek tak upgrade, oziroma kako ste vi to doživljala, kaj vse bo treba za to narediti. Pa se ti se je pa že kar, prikolca sem videl, že kar bil tak zares Konca biznis. je že bila, ker mi so v bistvu najela tisne, od Ja. enega fanta iz Dolenjske Mhm. in je bila prva starčak, da je to bila neka bela prikolca. Ja, takrat je bilo vse belo, Pač hot dog, ne. hot dogs, no, vse prikolce so bile Sem bele. rekla, noč, da je to Ja, morala čisto sam narediti kontra in Čisto so pa kontra. takoj najeto prikolco pobarvala in tako, kot bi vsi rekli, kaj je s tabo, to ni tvoje, zakaj zdaj to delaš, ne. Ja.
Okay. Mi so pač najela, so pobarala, so zdaj rekli, naš strošek. In pol že neko diferenciacijo naredila tudi na ven. Tako je svetlobni napis gor. In pol s tem so štartala, pol čez nekoliko, na pol leta so kupila tisto. Ja. Je bil vesel, ker je tudi zaradi tega veliko bolj prodal, kot je bil drugače. Pa se pa nadaljeval naprej, pa so pa v bistvu z najnim delom sva dobila tudi interes enega investitorja. In pa smo tam začeli se pogovarjati in postavili zdaj to, kar je danes stoji na Viču. Pol smo še malo nadgrajevali, ampak... To je bila prva restauracija. Ja. Da smo šli iz Prikolce v ta ladijski občutek, ko sta prerezala trak. Ja, dober. Ja, to je vedno dobro. Tudi zdaj, takrat je bilo ziher bolj močen, te občutki so bili močnejši kot danes. Ja, mislim, vsekakor. Ampak tako, če naredimo nek ta pogled, ta neka pot, se pravi, iz neke ideje, ko pride, ste probali domači kuhinji, odpreš prvo trgovino. Kaj skozi itak imaš to vizijo in si v bistvu skozi tudi zdaj, skozi se premikaš proti nekem cilju, ki itak ni čisto dosegljivo, ampak skozi se premikaš tja in mogoče včasih si reče, včasih bi se mogel večkrat ostati pa malo pogledati, da si naredil dobro pa veliko, ampak nekako ni v naravi to. Mislim, iščeš skozi, kako biti boljši, kako biti, ne vem, ni tako, da bi se prav zavedel tega feelinga, wow. Ne, ker skozi gledaš, kaj je narobe. Ker skozi gledaš, kaj je narobe, to je pač mi, da tudi, ko greva jesna, se včasih imamo ful dobre zaposlene, počasih je kritično do njih, ampak skozi tam pa gledaš, to narobe, to je narobe, to mislim, ti vidiš vse, po ostali ti pa rečo, pa kaj z vama vse je the best. Ampak, ja. Je kaj pa v bistvu, recimo, potem, koliko se je pa spremenija, zdaj smo bili neko startup okolje, ni bilo nekih verjetno ustaljenih procesov, pa nekih struktur. Zdaj pa podjetje zraslo. Kako se po s tem soočala, oziroma imamo tukaj koristili znanje, ne vem, kako se nekako organizacija postavi, ali kako so se lotili tega, Ker bo potem zaposlene imamo potreba že neka administracija priti, moramo neko strukturo postaviti, neke procese, kako se bo... Pa čisto organsko, ko pride potreba, ko pride potreba po določenem delovnem mestu, ga pol naredimo. Zdaj smo imeli nazadnje, da smo rabili hišnika, oziroma nekoga, ki nam servisira že stvari. Mogoče traja dolg, ker itak na začetku sam delaš 100 stvari, pa jih delaš mogoče 80, ampak dobiš 20 novih, pa nekako moraš to začeti stran od sebe dajati. Ampak traja dolg, da daš ti zato, ker je težko. Ne zaupaš. Težko je. To je ta težji del, človek bi na koncu mislil, da je to mogoče lahko, super dela, deluje, da je sam, vi se zabavite z operativo, mi bomo funkcije podjetja vodili, ampak je težko to. Na koncu imaš sam več težav, sam sabo pri tem prodajanju. Kako se pa potem se soočila s tem? Kdaj se zaveš, oziroma tista točka, ko veš, da moraš pa zdaj prepustiti nekomu, da bo delal to stvar? Pač mogoče ta miselnost. Zaveš se, da druge stvari šepajo, se pravi, recimo marketing, recimo to je moja domena, jasno, če sem bil jaz not, nisi tega delal. Sem mogel, recimo v prvih letih sem toliko bil not, da sem praktično še dobil težave na želodcu in tako naprej. Je bilo res nahartne. Enostavno sem bil prisiljen iti ven in potem dobiš, razporediš čas, se pravi, nisem več not operativno, sem malo več v pisarni, se pa ukvarjaš več z drugimi stvarmi, ki so prej stale. Še je bilo že prvi znaki so bili, ko smo postavili drugo lokacijo takrat, ko smo jo potem zaprli v Šiški. To je bilo konec 2013, začetka 2014, zdaj smo že postavili, smo 2014 postavili, že se še ne spomnim. Airstreamko. V Šiški tam pred Ajpesom, tam je bilo, kolikor je bilo, smo imeli že dosti strank pa to, ampak ko smo šli prvič na dva, smo videli, da nimamo še temeljev postavljen za to, da ta biznis lahko gre na to, da ga lahko skalamo. In tam sva videla, da bo treba to, da bo še en korak nazaj, toliko sva razumela zadevo, en korak nazaj, bolj da zapremo, spet se fokusiramo, postavimo procese, tudi od zadnje, ker imamo od zadnje še eno pripravljalnico, kjer v bistvu vsak dan pride sveža roba noter, svež material, svoje mesnice imamo tudi že zdaj. In tam noter se v bistvu vsak dan zjutraj vse sveže pripravi in se potem spelje na lokacije. In te stvari smo mogli najprej popedenati, da smo lahko šli, da se lahko širimo naprej. Ko bi pa rekel, da je pomembno, se pravi teamwork, skupinsko delo, ekipa?
ful. Itak. Je to toliko v pomenu, ko ga poudarjamo skozi, ali še bolj? Mislim, A se ful, mogoče se meni premalo recimo zavedamo? zdaj, mi smo se zdaj spet zdaj, ne vem, zadnji pol leta ali pa smo se spet malo vrnili nazaj k startup, kar mi je ful všeč, da v bistvu imamo v ponedeljek, kako bi rekel, kolegi, vse tudi glave, kolegi. a veš, od skupni sestanka lahko traja tudi 3 ure, ker bo se nekomu zdelo, da je to čist absurdno toliko cajta, ampak na koncu smo tam, predebatiramo Povežete malo ideje. vse z ekipo. Ja, tako, vežete z ekipo, predebatiramo, v bistvu vsako stvar od unga predebatiramo tudi iz drugega vidika, ne vem, težave priprave debatiramo z vodjami in obratno, recimo, ne toliko, da se v bistvu, ja, da smo povezani, da v bistvu vsi vemo, kaj se dogaja in tako naprej, ne. Pa še to je včasih premalo, ker so pač hitro pridejo kakšne spremembe, pa tako naprej, ne. Nas je že čez 50 in je pol to, hitro se kakšna informacija, ki je lahko zgubijo, ne. Kaj pa zdaj v bistvu, ne, dosti temeljite, oziroma predvsem temeljite na nekih lokalnih ponudnikih. Kako ste do tega prišli, oziroma zakaj se vam tukaj zdaj nekaj pomembno, da je to recimo da bo to mogoče vajina konkurenčna prednost? Pa nisem takrat razmišljal o konkurenčni Takrat, prednosti. dobro, med samo krizo, ki je bila, smo vsem podpirali To ja, ampak lokalne podjetja, ne, oziroma lokalne ponudnike. Se veš, pa imaš govedina, imamo čudovito tukaj v Sloveniji, ne. Vsi mislijo, moraš nekaj iz Argentine voziti, pa tak, ko greš ti to probavati, je naša zame 10-krat boljša. A ne, tudi bolj ugodna, ne. Pa imaš zelenjavo, kar lahko dobiš, seveda, dobiš tukaj, ne. Malo je tudi ta, mislim, neka ta družbena odgovornost na koncu koncev, ne. Zdaj, mi se lahko to gremo, ne. Zdaj, kakšna druga panoga moraš uvažati dele iz ne vem kje. Je pa res, da Tako da, smo to sigurno bolj. od štarta hoteli imeti kontrolo nad tem, ne, in če hočeš imeti kontrolo nad tem, si hotel imeti dobavitelje tukaj zraven okola, ne. In je pač, kot smo rekli, pekel recept, pa to spremlja, da bo to v redu, isto do mesarja, ne, pa takrat na začetku pa z njim probavati te kose, pa njemu nazaj pa gledati, pa to, ne, isto zelenjavo na tržnico na začetku gledati, aha, ta pa ta v redu, tako in tako naprej. Zdaj, ko si omenil družbeno odgovornost, vemo, da se... Dobro, jaz mislim, da je podjetništvo na splošno že družbeno odgovorna dejavnost, a ne, ker pač če ne drugega delovno mesto proizvajaš, a ne. Mislim, jaz sem zamislil družbeno odgovornost v tem smislu, ne, vemo, Evropa ima nekih 17 ciljev, v bistvu, kako do nekako na okoljski vidik pa za te naše, v bistvu, za naše okolje, v katerem živimo, nekako čim izboljšati. V bistvu, kaj se pa v vašem podjetju glede tega, ne vem, pozicionirate, oziroma kakšna neka vaša vizija? Kaj bi se dal? Kaj točno imaš v mislih kot družbena odgovornost? Se pravi, ne vem, da mogoče kakšne take materiali, ki so mogoče škodljivi za, ne vem, okolje, pa da se mogoče zmanjša, pa s tem, da mogoče preprečujemo neko... Odgovornost do okolja? Recimo, pa do vseh nas, pač na splošno do prostora, kjer živimo, no. Ja, zdaj itak je že v Evropi že tako, da itak tisto, kar je, a veš, kar ni v redu, itak ne moreš niti kupiti več. Kar se tega tiče, je Evropa napredna, ne. Ne, zdaj govorimo o neki plastiki in tako naprej, a ne. Se ne da, je pa res, da recimo mi da sva postavljala podjetje na 3 temeljih in eno so bili pač odnosi, a ne, da gradimo na odnosih noter, potem kulinarična na uličnem nivoju, ne, pa tretja zadeva je, da razvijamo urbano kulturo. Že od začetka sva si zastavila, da sva pač da bo pač karkoli bova delala, bova del urbane kulture, ne bova delala fancy dininga in take stvari, ampak bomo delali tudi za maso ljudi, a ne, in ena stvar, ki sva iskala, a ne, da kako bova vračala družbi, sva potem prišla do tega, da bi bila rada del, se pravi te 3x3 košarke, ker tam sva se tudi spoznala, tako da Hudburger je v bistvu uradni sponzor državnega prvenstva v 3x3 basketu. Tam recimo, tam nekje sva... Tam promoviramo nekak šport kot neki... To je tudi družbena odgovornost. Tako, ja. Kot gibanje na splošno, ker ne, po nekih statističnih podatkih je danes gibanja bezmer manj, se pravi, konzumacija teh flat screenov, ne, sploh med otroki, ne. Pol drug način je, da koncerte organiziramo, a ne, za pač lokalno skupnost, kjer tam, a ne, da nekaj damo nazaj na ta način tudi. To je zdaj, recimo, družbeno v smislu na nekem kulturnem nivoju, no. Pol pa, na podjetniškem, da čim več naših partnerjev, da je iz našega okolja. Da so čim krajše poti, itak. Seveda ne na račun kvalitete, to moram poudariti, da če nekdo nima, če recimo pri sosedu boljš, pol
pol se tisto ne naredimo, ja. tukaj ni kompromisov. No. Pač kvaliteta mora biti na nivoju, oziroma Ja. če se predstavlja kot nek tak kvaliteta. Zdaj, kar se pa okoljevarstvenega stališča tiče, to je pa zelo, ne vem, to je pa že taka tematika, ki je mogoče danes. No, ampak se imamo krožnike, a ne tiste, ki imamo, so že iz trsnega sladkorja, a ne take stvari se dogajajo, ne, ampak na koncu se itak je ponudba na trgu taka, da tudi ne moreš, da ne bi mogel ti zdaj tam kar nekaj kupovati izven tega, ne, tako da Zanima to me, skrbijo recimo partnerji pol za take stvari, če točno te, ne. a vam je bil mogoče, zdaj ste kar veliko stvari povedala, se pravi z iskrico, če bi jaz temu rekel, od ideje, kako ste postavila, a vam je bil mogoče ta denar tudi motivator? Se pravi, denar kot nek zaslužek? Ne, nikoli. Ne, rekla, da to ni če bi pravi bil to princip. motivator, pa verjetno bi bil kaj drugega so šli. Aha. Veliko to ni, denar nikoli ni motiviral, ker na koncu je vsega jemljal kot posledica Ja, nekega dela. Ne. res je. Se pravi, sta pol bilo mnenja, se pravi, da pač pravo podjetništvo se mora fokusirati na neko željo, ki jo imaš, oziroma neko... Ja, itak. Predvsem ustvariti nekaj. Ne. Se pravi, da ti stanje A spremeniš v stanje B, ki prinaša neke koristi za nekoga. Ne. Ma ja, imaš, Da mislim, čim iz najmanjega večjo vidika je število sigurno ta ljubezen do tega produkta, na začetku do Hudburger, do samega izdelka, pa do cele znamke, je bila toliko močna, da na koncu vse ostalo je bilo čisto nepomembno. Veš, tudi kar so ti dajali, ne, tudi na začetku so bili, si imel kakšne te, če si šel brati forume, so tudi pluvali po nama, ne, lej, kvasta, pa se je folk lagal, ne vem, ti je pisal take, da jaz sem jo videl, ko sta šla z vrečko iz Mercatorja z mesom, vse take stvari, da sem tako okej. A ne, ampak okej, na začetku te to prizadene, ker veš, da je toliko neresnično, pa tega je še zdaj veliko, ne. A kdaj rataš na to imun, mogoče? Da te mož ti komentar... Na začetku verjamem, da vsega... To lahko ti bolj poveš, ker bolj to spremljaš, ker je tvoja domena. Jaz sem pač nehal to brati, ker ne rataš čist imun, mislim, saj jaz ne, ne, zato ker pa začneš vedno, veš, lahko ti neko semi dvoma je že dovolj, da začneš pol, pa če vseeno mogoče pa malo prav, ne, in jaz rajš tega ne berem, čisto iskreno. Kaj ti meniš? Mislim, malo te zmer, sploh zdaj, ker smo nov koncept postavili z takosi, ne. To absolutno Ta reklama je vaša? prizadene. Ja. Zanimivo. Ne, res zanimivo, mislim. Predvsem pa to, ja, da okej, mislim, unika krke vprek neki pluvajo, ne, z unimi je problem. Bolj je problem, da ti ne veš, kako zdaj nek tretji to opazuje, ne. Jaz vem, da to ni res, ampak kaj pa ta tretji vidi, ko nekaj takega prebere, pa A pa je bo možda to toliko močno, da je vas skrbelo, da bi lahko to ustavili v biznis, se pravi te neki... Mislim, ja, imaš tudi kdaj, veš, kaj rečeš, ja, to moramo nujno, mogoče pa res nekaj na tem je treba to spremeniti, ne, sam se pol prespiš, ne, pa vidiš, da ni... Velikokrat je tako, da je pač en glas enega toliko močen, da misliš, da je kar... da ima neko res težo pa veljavo, pa vidiš, da je mogoče res pa to samo en izmed tisočih. Pa, po eni strani je tudi priložnost, ne, ja, če ti se odzoveš, pa poveš svoje plat, ne, pa naprej. Ne. No, pa tudi priložnost za izboljšavo na koncu, tudi to je. To pa je, tudi to je vedno. Tudi vedno si vzameš pa razmišljaš, pa tako da, ja. Mislim, ja, lahko je tudi, lahko te sesuje kakšen komentar tak, če si ga preveč vzameš k srcu. Problem je rada, ker ti res daš vse od sebe not, sigurno ne more biti zmer perfektno, lahko da tudi še zmer ljudje delajo odzadnje, tako da človeški faktor je tudi ki lahko vpliva na izkušnjo neke stranke. Mene recimo motijo, da ljudje, jaz milijonkrat sem imel slabo izkušnjo, pa pač ne grem tam, kva ste vikle, neki pisati slabe komentarje, ker pač lahko štekam, da sem tudi jaz bil slabe volje, takrat sem tako doživljen. Ne, pa vseeno generalno itak ne moreš vseh ljudi zadovoljiti. Ne moreš. V isti meri. Če je kaj narobe, rajš povem tam, na mestu, kjer sem doživel slabo izkušnjo. Se ne skrivaš. Ne, da se skrivam čez nek Škaj smo v takem sajtu, ker se to že nekaj cajta, ker kar vsak lahko v vsaki stvari vse pove, tudi če nima blage, veš, lahko komentira, lahko napiše, da je, ne vem, poznavalec česa, ne, in pol je sam tako, wow. Ja, v bistvu, ker meni ne pomisli, kaj se lahko zgodi na drugi strani, ne. Ja, ker vedno v podjetju, ne, ti, ko vidiš sam ta tip of the iceberg, ki je zunaj od spoti, pa toliko enega dela, da to sploh stoji, pa da je... Ja, ali pa te, ki mislim, da si nalož, ne, zdaj ti njih, ne.
nategnil, ne, če se tako izrazim. Ja, tudi to imaš. Mislim, da je prav nalaž, da je zdaj zarota proti njemu. Zdaj si omenil takose, v bistvu. To je zdaj Yes. nek nov produkt, ko jih razvijate, zdaj pivotirate tudi v to smer. Koncept? Čisto koncept, ja. Moč kaj več o tem povedala. To je tudi ideja, ki je tlela praktično že kar nekaj let. A ne, tako kot on je rekel že prej, ki je bil v Mehiki, se je s tem že srečal prej. Ma ja, spet malo iz nekega poslanstva, ne, da želiva razširiti še kaj, mislim, kaj novega prinesti v naš prostor na tem uličnem, se pravi tem street food, ne, tako kot pač burger, ki takrat ni bilo, recimo tako so tudi, mislim, malo, no, pri nas praktično, tako so še ne poznamo toliko. Tako da, to so se lotila, lanske so odprla novembra. Zdaj pa... Ta razvoj je tudi v bistvu rato iz nekega tega, tako kot prej, iz neke, mi razvijamo te special edition burgerje, ne imamo vsake toliko in to je pač neka posledica tega rato tudi ta kreativni del spet, kaj si lahko, ne, marketing si lahko kreativen, kaj pa razvoj novih izdelkov si kreativen, a ne, samo vodenje podjetja rata tudi spet zelo podobno, a ne, vsak dan, a ne, in to je pač nek ta kreativen vidik, ki ga lahko spet, ki zbudi tega otroka v tebi, ki se hočeš igrati, ki je v bistvu zelo lušten del, ne, in tako sva prišla do teh takosov, ki nas je spet zanimalo, okay, kakšen je sploh ta prav tako, ker pri nas pač tega ne moreš dobiti, ne. Tudi v Evropi zelo malo tega. Ja, zdaj postaja tudi to popularno. Ne. Tako si so ratali, da so rekli, da je bilo to najboljša jed proglašena. Na svetu, tako ali pa Store je bil 2019 je bil na prvem mestu po tem enem portalu Taste Atlas kot najboljša jed na svetu, prehitela pico margarito, pa lazanjo bolognese, sta bila druga pa tretja. A pa še vedno vi, da kreirate te produkte, Ja. je ta domena še vedno pri vama? Itak. Razmišljate kdaj, da mogoče, ko bo večja, mislim, ko se bo nek stage, no upgrade, Da bi en drug kuhar. Se pravi, da pač imaš potem neke specialiste. Da bo kdaj do tega prišlo, ampak nismo še tam. Nismo še pripravljeni predati štafetne palce za kaj takega, tako da. Kaj tudi je na koncu, cel ta okus food burgerja je v bistvu nekje najin okus, pa tudi tako so, ne, in je pol težko zdaj kar vzeti, pa en puzzle noter dodati, pa zdaj ti to naprej, neko vsak nekaj svojega prinese, ne, zdaj pa dokler bova imela milo željo, pa energijo za to, bova midva to kreirala. Kako pa zgleda ta proces, kako se vi to lotite, v bistvu, kaj, to je v bistvu eno tam se pokličete, rečemo, jutri bomo pa zdaj. Ja, lahko čisto na tak način. Ne, veliko se pogovarjajo, pa se veš, pa ideja, mislim, nekje se to nabira v glav, pa. Ja. On prije s kakšno idejo, pa ali jaz kaj dodam, ali jaz nekaj prijem, pa on doda, pa dajmo probati to. Pa se gre za detajle, ne, ti imaš neko ogrodje, pa kakšna omaka bo v, ne vem. Ja, nijanse že, ne, bo malo več tega, malo več zenfa. Tudi iz tujine kakšne primere, ne. Recimo ta zadnji burger, ki je bil v Oklahoma, je praktično neka ikona v Ameriki, ne, ta tip burgerja. In smo rekli, dajmo mi narediti našo verzijo. Tudi tako, ne. Kakšni recepti se zmislimo. Tako smo Big Huda tudi naredili, ne, da smo pač Big Maca v novi, bolj zdravi, bolj, kako bi temu rekel, v boljši preobleki dal ven, ne, je bil tudi nekaj cajta nam. Glede tako so je pa tako, malo je neka najna filozofija ta, da če želiš nekaj novega postaviti, da je prvo pokaž ljudem, kaj je to ta prava stvar, ne, kaj je avtentično. Zato, da prvo moramo razumeti neko ozadje, ne, odkje prihaja ta, kulturno že ima ozadje. Pa okej, ko bomo pa to osvojili, ne, pa se lahko gremo kakšne te drugačne verzije, ne, okuse, fusion in tako naprej. Ja, sploh v našem prostoru, ko imamo pač to, kar je bilo prej mehiških restauracij, ne, ki se kliče, ki so res ta neka dvakrat filtrirana Tex-Mex hrana, ne, najprej ameriška, pa še pol za Evropo in to je, ni, za naju ni ničemer podoben tisto, kar je, ampak okej. Ja, tako da tukaj se pa boriva z nekimi stereotipi tudi. Tukaj je težja zgodba kot burger, ker burger je bil nam do neke mere poznan, tako nam je pa v bistvu čist nepoznan. Se pravi, ni samo uvajanje novega produkta, ampak tudi nekako uvajanje oziroma dojemanje neke nove kulture. Nove tudi kulture, se pravi prehranjevanje tega izdelka, vse to, tako je kar izziv. Na koncu misliš, da bo manj, ampak pol vidiš, da je kar se lotaš tega. Ne, je pa izziv in je zabaven in je lušten.
Jaz zgolj pa videl v bistvu ceno Slovencev. Meni se zdi, da smo mi Slovenci kar taki, da radi probamo nekaj, ali ne. A mogoče mi jaz kot, ne vem, predstavnik mladih moškov zdaj. Mislim, zdaj recimo na razmišljam. podlagi Ja, tako zdaj so imava od Slovencev mladi- mešane odzive, a ne, čisto kar se tiče pa tujcev, so pa vsi navdušeni, te, kar so prišli sploh iz Južne Amerike, pa tam iz Mehike, nam tam pišejo hvalnice, da smo, Da je tako kot tam. da je to tako, da je tam, takrat, ko je bil en ta svetovno znan DJ, ki sta bila, je prav zahteval, da naj pride en od lastnikov dol in so šli mene iskati in se tam začel klanjati iz Mehike, da je rekel, to bi lahko, da bi ta naša takrija lahko tekmovala tam v Mehiki z njihovimi in da bi bili tam v vrhu z njim. A ne, tako res si, wow. A ne. Je pa res, da vseeno smo na našem trgu, a ne, tako da... Ja, naš trg zdaj, je vsem drugače, kot je bilo recimo na zahodu. V prejšnji državi, v Jugoslaviji, veš, kaj si imel. Ja, Hot dogi so bili, pomfri je bil na pomfri, ulici, ne. ne, pa pleskavica, lepinja. McDonald's je prišel šele po osamosvojitvi. Ja, Ok, pleskavica, to je žar, ne. ja, to nam je znano, ja. Tipičen za cel ta konc. Ne. Pa pice so bile, Tako da tudi pice so smo bile kulinarično, recimo Italijo imamo praktično tamle 100 km stran. Pa italijanska hrana ni tukaj znana. Ne. Ja. Pa da govorim, ker sem odraščal, jaz sem želel v otroštvu tam. Tudi ta prave pice so zdaj, koliko cajtov se šele v Sloveniji, ne? Mislim, da ta prave italijanske zdaj le... Ja, 5 let. Ja. Ja, ne. Ne, tako da, kar se tega tiče, smo še zelo, kako bi rekel, najstniki. V nekem Jaz sem rekel, kalupu, da ja, imaš neizkušeni, ne. dosti zdaj pomoč tega marketinga, ne, ker zdaj te pice dosti vidimo, mladi generacije TikTok gledajo v bistvu ti. Ja, se mladi so Zaradi bolj- tega v bistvu to res. nekako ti sploh prideš probati, res. ne, ker mogoče je bil čas, mislim, Italija 100 km stran, pa te pice so verjetno že dolgo tam. Ja, ja, pa ni mladi so več bolj odprti, to je res. Ja. Tudi imamo z mladimi zelo Ja, dobro. pač ni vpliv, vse mogoče tam. Ja, mogoče že bolj zahoda, ne, se še gleda. Jugoslavija je bil pač Mm. tako vpliv iz Ja. bivše Jugoslavije, prej je bil avstro-ogrski vpliv, ne, a ne. A imate kakšne pa plane, Kakšen? recimo širjenja, mogoče tudi želi, bo ta samo v Sloveniji ostala, kakšno želje po, ne vem, Da zdaj odpiramo bivše Šiško? Jugoslavije? Ono? Šiško se odpira, mislim, Kot burger, saj- Šiška se odpira do saj poletja. spogledujemo tudi kaj s tujino, no, čist. To ni več nek dolgoročen plan, da bi moč tudi razširili. Ja, čist gremo, delamo korake, pa bomo videli, kam nas bo pelal čist. Prej sem še mislil vprašati, ko smo nekaj denarja, mislim, ko sem nekaj denar hotel navezati, je v bistvu, kaj je težje priti do prvih 10.000 evrov ali do prvega milijona, oziroma zdaj vi ste rekli, da je to posredno seveda prišlo pri biznisu, ampak mi govorimo tukaj o milijonskem poslu. Ne. Mislim, prihodki so Ne v vem. milijonskih številkah. ne. Jaz se spomnim, v glavi imam spomin, ko sem pelil se iz Italije, z njim govorim, pa reče, veš, kaj smo danes, smo pa naredili 700 evrov prometa v Prikolci, a ne. Ja, In je bilo to noro, ne. tudi pa zdaj manjka 1 ura lahko. Danes, če narediš, ne vem, 5 Ja, tudi evrov danes prometa lahko v eno- dnevu, ja. se ti ne zdi več Se zdi, da toliko, ampak seveda, ker večji promet, toliko večje obveznosti je, ne. A ne, če mi imamo čez 50 zaposlenih, sam predstavljaj si, kakšen denar gre za plačo vsak mesec. No, vse zato vprašam, ne, pač tisti, A ne. če je mogoče podobna ta smernica z tistim 700 evri na začetku, pa zdaj, enkrat, ko se je pogledal, po v bistvu milijon prihodkov so Najbrž še presegli. res bo 10 ur težje, ne, tudi tistega prijeti, pol je tiste šlo. Pol kar Pol, hitro. mislim, drugače. drugač dojemaš. Ne. Mislim, kar je razlika tudi to, da takrat si bolj, mogoče si še na začetku podjetja šla je fajn, da si mal naiven, da imaš mal manj znanja, da si mal zaletal, a ne. Ker recimo zdaj si že bolj previden, a ne, ker imaš toliko znanja, ker imaš toliko izkušenj, ne moreš kar vsako stvar. V bistvu pol, ker rasteš, rad stvari večkrat ne, kakor ja. Na začetku je lahko vse ja, ne. Ampak pol vedno, ker si večji, moraš pa začeti večkrat ne, kakor ja, ker na koncu priložnosti je skozi ogromen, a ne, in se moraš pa včasih kar brzdati, kaj ja, kaj ne, ker te lahko hitro odpelje, a ne, in hitro greš od kakšne nevarne vode. Tako da, ampak na začetku pa moraš biti mal slep, mal naiven, je to pozitivna stvar. Se pravi, da ni fajn, da veš preveč, da Ne, preveč ne, strukturiraš. na začetku več, vedno. ko veš, bolj to ustavo. Bolj to ustavi. Oziroma, ful več razlogov najde, zakaj neki ne bi Točno šlo. to, točno, več razlogov najdeš, zakaj. Zato, ker na koncu bolj razmišljaš več razlogov, zakaj ne, kakor ja. Ne, pa na začetku pa ne rabiš enega, na začetku Itak, rabiš pa predvsem sam pa potreb. ti, a veš, imaš vprašanje, na katerega nimaš odgovora in ti sam, wow, čakom pa to, ne. Ja. Tako pa greš tisto, ko si se zapičil, Ja, no, vržeš se vodo, pa plavaš. pa ko boš se mislim, pa ko pa pride ta ovira, ne,
So še Pa spet takrat tam, pa moraš rešiti. Ja. Se pravi, zdaj mislim, da nekako proti zadnjem delu našega Ja. pogovora, zdaj podjetništvo v času študija, mogoče neki nasveti za študente. Zdaj ste že nekaj rekli, se Ja. pravi, ne se preveč obremenjevati z nekim stvarem, da si ne preprečiš neke svoje ideje. Kaj bi še dodala nekako? Na koncu res ta, zdaj z najnega vidika, res ta ljubezen do tega, kar delaš, je ful pomembna, ker na koncu te bo ti zdrajvala, veš, ker na koncu boš najdel, ker čim bo začel kolebati, je čas bolj pomemben, to, ker to delaš, pol že nisi na pravi poti, pol je... To pa včasih na začetku mislim, da ni dobro poslušati preveč druge ljudi. Ja, to je res, iz najnih slušanj, ja. Zakaj ne, ker itak ne vejo točno, kaj se v tvoji glavi dogaja. Ja, V kakšni meri v bistvu, ker mi zdaj lahko imamo, kot si prej rekel, ne, imamo mama, ko reče, da je vse v redu, pa v bistvu to ni. tisti ni relevantno, tisti je čisto nerelevantno. Mislim, brez veze. Ne, recimo, klej, on je tisti, ki je povedal ono mesarju, ne. Če bi ta mesarja poslušala, bi lahko hitro se že Ja, bi pa stavili. rekel, ja, on je strokovnjak, da Ja. njega posluš, Ja. to se ne da, ne. Oziroma moramo tako narediti, kot on. Lahko ti pride, imaš idejo, pa razlagaš prijateljem, pa ne veš, kaj je vzvod, zakaj ti on. Zakaj ti reče Lahko je nebošljivost odzad, pa ti bo rekel ne, da je to meni se zdi neumna ideja. Ja, Lahko da sploh ne ve, ja lahko je cinik. kje si boš ti, tam. a veš, koliko naprej si ti, ker tudi prej, ko smo se pogovarjali, midva v primerjavi recimo z managementom, ki je za nama, ne. Mhm. Mi smo tukaj, a veš, toliko narazen, ne. Ti prideš z neko idejo in tam začneš razlagati. Ja, ti letiš, ko morajo ostali prehoditi to pot, ne. si- Je to pol težko včasih pojasniti. Full gap velik, ne. Mhm. To ima, midva sta toliko usklajena, da lahko se pogovarjava. Da pa lahko te hitro to ideje razumemo in drugega ideje. Ker pa ti pol preneseš to naprej, je pa verjetno samo Ja, ker on je 20% tega, kar s temi si ti, drugimi stvarmi, ne, in je pol. 20%, kar imaš ti v glavi. Tvoje vizije, ne. Je pa res, da sem imela pa tudi, je pa tudi fajn narediti nek market research, a ne na začetku, ko sem šla midva, da se daš kar, a ne, Ja, ne razmišljaš. Moraš imeti že produkt. Moraš imeti že produkt, ja, da ne razmišljaš preveč, kje te bo zdaj zakonom omejeval, pa to, ker to na koncu spet lahko najdeš 100 razlogov, zakaj ne. A ne. Ker mi da recimo dobro, da sva to naredila, recimo že en ta testno okolje v tistem enem tenis centru, ki smo imeli. Tam so Nine Burger se do takrat imenoval Palta Burger, ker je podjetje Palta. A ne. In so ti zdaj, in so prišli folk, je prišel nazaj, the best, in pa je prišel nazaj, fanta, full dober produkt, noro, ampak Samo glede tega omena moraš nekaj nekaj narediti. tam mogla narediti, ker to Palta, to si jaz si ne morem zapomniti, pa sem zdaj že 4-krat prvo, kje so to drugi. In takrat je bilo, aha, mogoče valjda, mi da sem bila toliko noter, da nismo niti pomislila, da nekdo ne bo razumel Palta Burgera. Ne. Takrat je pa prišlo v bistvu ideja za hud burger, Potreba, da smo, pak je dober, ne, da je hud. Iz tega vidika, pa smo še naredili v bistvu eno online anketo si ti naredil, ne, za ime, je bilo tako? Ne, samo logo. Logo te, no. In tam so pa dobila nek pozitiven feedback in najbolj že bila razlika, bi mi bili Palta burger ali tako, kot smo zdaj hud burger. Ne. Tako da, če v bistvu nekoč nekako povzela, je, se pravi, mora biti predvsem veselje in pa predanost temu, Ja. ne sme biti denar nek glavni motivator. Ne, tudi ne. In Mislim, ja, pa, ker denar je toliko postran, mislim, vsej denar mora biti za tega, ampak denar je za tega, da pač se lahko razvijaš, da vlagaš v Kakšno zaposlenje. mu je to vse denar, ne, se to je mogoče Ja, bo, karakterno. ampak Pogojeno. če te denar drive, boš hiter, mislim, napačne, jaz mislim, da bodo čisto napačne odločitve, če bi iz tega štartali. pa da se verjetno ne preveč obremenjevati z nekim zunanjim vplivom. Mislim, treba biti poslušen na okolje, da ga razumeš, ampak vse nekako sledi svoji Pa viziji. mlajši, ko štartaš, večjo prednost imaš po mojem iz tega, ker si lahko bolj neobremenjen, no veš, več lahko poskusiš in Predvsem moraš iti pa all in, da Ja. boš neki v službo hodil, pa pa zraven delo, ja, to težko, pa. redko. Se pravi, popolna predanost. Ja, Ja. itak. Okay. Ja, Okay. še enkrat vam hvala, ker ste si uživali čas in se pridružili, meni je bilo ful super. Ja, Jaz zato upam, da ste se imeli v redu. Hvala za Best. vabilo. Ja, super je bilo. Super.